Dame in gospodje, dobrodošli v novi epizodi podcasta Brez dlake na jeziku, kjer že sedi zraven mene, Penti, če uporabim izraz legenda, ne bom pretiraval. Ker on je v prvi vrsti je bil, se ga spomnim kot vrhunskega režiserja videospotov. Če si hotel dober videospot, si prišel k njemu. Če si hotel drag videospot, si prišel k njemu. Potem je bil seveda tudi zelo uspešen glasbenik, producent, avtor, najprej v skupini Ritem Planet, potem pa v skupini Atomic Harmonic, ki si je zmislil tako imenovani turbo folk. Zdaj, če je to dobro ali ne, ga bom jaz vprašal. Skratka, marsikaj se mu zgodilo v življenju, tudi te zadnje pizdarije, ki ga je napadla, mislim, da 2 ali 3 leti nazaj, tudi o tem bova danes govorila, ampak pomembno je, da je tukaj, da je živ in zdrav, da je še vedno zelo čeden fant, kar me preseneča glede na leta, in glede na neprespane noči, ki jih je preživel in podoživel, ampak vse dobro drži. In z mano je čudoviti, poročeni, oddani, ampak še vedno zelo šarmantni in zapeljivi Jani Pavec. Jani, lepo zdrav in dobrodošel v moj podcast. Lepo zdrav. Kakšna napoved, Zelo lepo. Sem kaj se zmotil, veliko veš ti. Sem kaj pretiraval, pretiraval. Ja. Vse si kar pravilno povedal. Je pa res, da vse, kar ne govoriva o preteklosti, ampak vse te stvari delam še zdaj. Še kar? Vse stvari. Še nisi odnehal? Ne, točno vse stvari, ki si jih ne povedal, si ti govoril o preteklosti. Kot da je nekoč bilo. Kot da je nekoč bilo, razen Ritem Planeta je bilo nekoč, ostalo pa še kar traja in traja. Jani, če smem, dajmo začeti pri Atomic Harmonic, če smem. Brez tega ne moramo in dajmo začeti najprej, kar je ključno. Ta izum tako imenovanega turbo folka, ki je potem se razrasel in razpasel v vse pore slovenske glasbe. In slovensko glasbo tudi malo pokvaril, če sme biti drzen malo. Zdaj ti si še bil nekje, veš ti, šaljivo, zabavno, bom rekel, vedel si, kaj delaš. Potem po tebi je prišlo pa cel kup posnemovalcev, ki so bili pa zen kurac, po domače povedano, in te vprašam zdaj, si vedel, Jani moj, da bo to taka velika zgodba in ne samo, da bo ta tvoj komad od Atomic Harmonic tak velik hit, ampak da bo to za sabo prineslo cel trend te glasbe, ki je zavedno spremenila in zaznamovala slovensko glasbeno sceno. Želeli smo si, da nekaj naredimo na sceni. Leta 2003, ko sem bil jaz z Daretom Kavričem, on je avtor, ne bil? Avtor večinoma naših pesmi, avtor večina pesmi skupine Kingston, ker smo bila takrat v Grčiji in smo gledali tisto melodijo, kako na Absolventu, kako žura prej na dance muziko, pa je pa vmes DJ dal slučajno golico in ko se je nekaj zgodilo, nekaj se je zgodilo. In takrat smo se samo z Daretom potem prijetno okrepčana, z jedačo in pijačo dobro, so rekli, to moramo v Sloveniji narediti, samo posodobiti treba. Treba je samo, gledam to, da sem jaz vizualist kot režiser, rekel, treba je samo moderne cote, malenkost posodobiti 2 mladi punci in gremo to narediti. In potem me je že to pozabil. Mene je po novem letu 2004 Dare pokliče in rekel, jaz imam komad narejen, kvačmo. Daj naber folk. Ok, najprej sploh nisem mislil, da bom jaz. Ja. Sam pač, da delava to zgodbo skupaj. Pa takrat enkrat smo bili, sem bil spet na koncertu in Kingston se rekel, pa ti si Janas, moje ime je Janas, Jani, pa tipičen moj oče je narodno zabavno ansambl pred leti, tako da izhajam, korenine imam nekako v tem, čeprav sem takrat jaz rock glasbo igral. Ampak sem rekel, daj ti moraš to, zakaj pa ne? Potem pa tisti čas sem se družil z Špelo, ker sem avtor, režiser velikih glasbenih spotov, sem se takrat tisti čas družil tudi s Simonom skupine Bebop, ki je bil pa takrat, punca je bila pa Špela Groš. Takrat sta bila nekaj časa, par. Gleda, ni pustila v mu srce zlomila. Ja, recimo. Okay. Skratka, zgodilo se je to, iskali smo drugo punco, šli smo na MMS, zmagali, nismo se predstavljali, želeli pa smo si. Imeli smo jasen načrt, ciljev še ne.
Tako da, ja, zgodilo se je točno to, zdaj, da je bilo res tako veliko, si jaz pod razno nisem predstavljal. Jaz sem takrat bil čisto drugih, res mi je pač sama produkcija, mi je laufala, vse je bilo the best, tako da sem za tisti čas mogel kar vse ugasniti in se posvetiti Atomiku par let. Mislim, da je to 7 let, aktivno samo Atomike sem delal. Ja, to je to. Zgodilo se je zdaj tukaj, govoril si pa zaradi je, zdaj pač... Ti si kriv, ne? Ti si naredil izvirni greh, ti si pacient zero. Ne? Ja, pacient zero, ampak jaz mislim, da je to dobro, da so glasbo spoznali, da je sploh ta glasba in ta val, ko so zdaj te televizijske postaje, pa ki je zdaj toliko teh malih ansamblov. Lej, po eni strani je dobro, zdaj kam pa gre, pa to nikoli ne more pač noben usmerjati. Zdaj pa nekaj je dobrega, nekaj ni, to je vedno nekako, se veš, mi pa všeč, da ljudje ustvarjajo in da je harmonika prišla skoraj mainstream je zdaj. No, se če razmišljaš, ne, glej, Golica TV, vem, da je zaslužen, ne, zdaj je naravno zabavna muzika, mainstream postala pa Modrijani, seveda, ne, potem pa ti, ne, 100 dance Atomiki, ja. In z Atomiki, razumeš, in vi ste dejansko te ljudje, ki ste zakrivili to, ne, naredili to, da so dejansko morda diskoteke malo šle v pozabo in da so se te veselice, da so mladi začeli poslušati naravno zabavno. To je fascinantno. V mojih časih, ko smo mi prišli ven, tistih 5, 6, 7 let aktivnih, so pač veselice bile v tem času, september, oktober so se podpirali diskoteke. Tako da to so zdaj malo zamrli, tako da ne vem, kam grejo mladi. Na veselice hodijo. Ja, jaz sem ne po zimskem času. Ja, Problem je. So pa doma. Ja, sej doma so pa na internetu, ne, še to moramo nekaj izumiti. Okay, da še klube odprejo. Okay, torej, to bo najem projekt. Zimska scena, ne. A ja, se imamo, da je v Ljubljani. Ja, to je to, vidiš, ne. Skrol dela svoje. Evo, pa gledaj, če te vprašam, če malo ta začetek, ne, tega Atomika, dober, zdaj si razložil, ampak pa si dobil seveda Špelo Grošelj, pa to še drugo Špelco, ko še zdaj ne znam tega prinka, kaj je Špelca Schwarzenegger. Ne, bila je Klein Lerha. Kaj? Klein Lerha. Nekaj govoriš, pa te ne. Ja. Kaj si je govoril? Zdaj pa Pavlin, porečena z hokejistom, veš temo. Aha, bravo. Olimpija, poznaš? Ja, številka 1. Ja, tako da zdaj poročena, Pavlin, ja, še vedno zasedbe Atomik harmonike. No, ampak pazi, ko si ti to lansiral, ne? Sveda Dare je naredil komad, zmaga na MMS-u, to je bila tudi velika zgodba, ne? Zmaga tam s takim komadom, to je bila tudi revolucija, ne? Ampak to se naredi, bum, ok, hit, ampak ko si ti to zaznal, ne? Ker ti si, vse si imel ti Ritnem planet, Ustnice, Brez poljubov, to so bili veliki hiti. Prav, ravno zaradi tega, ker sem že to, jaz sem bil star 30 let, jaz nisem bil mulc, zaradi tega sem lahko dobro to držal. Sam vse nisi pričakoval takega boga, ne? Nisi pričakoval, ampak kar naenkrat. Kaj si imel v glavi? Kaj si imel takrat v glavi? Gledam to, da sem že prej, zelo sem perfekcionist pri zadevah. In gledam to, da smo to pač tako zaštartali, sem tudi naprej stremel, da čim bolj smo. Veliko napak se je zgodil, ker je res bilo to prehiter, je se vse dogajalo, ne. Posledično Slovenija, leto zatem že Nemčija, non-stop na avionu, tako da poskušali smo dobro delati, imeli smo dober tim, Kavrič, Čadaš, tako da Štibernik, res je bil dober tim v zadju, teh ljudi, pa vrhunski fotografi, tako da mi smo samo delali, proizvajali neko glasbo, ostalo se je pa kar samo dogajalo. Kaj pa, ko si pa recimo naslednji komadi, ki so sledili, kdaj si pa mogoče zaznal, da se ga malo ponavljaš, ne? Da je pa treba mogoče malo pauze narediti? Jaz sem pa rekel, da se nikoli ne ponavljaš. Ko smo pa parih letih, sem rekel, kje imaš ideje za besedila? Pa vse se okrog nas dogaja. Ta trenutek lahko napiševa, kako midva se tukaj pogovarjava. Recimo. Ja, sam rabimo punce v kopalk, zdaj če ne bodo prišle, to jih takoj dobijo, pokličeva in pridajo. To lahko jaz organiziram. Ja. Pustimo. Okay. Ja. Mislim, nisi se dobil občutek, da se recikliraš? Ne, ponavljati ne. Ne. Nikoli. Ne, res ne. Mislim, zanimivo vprašanje, ampak da se ponavljamo, ker je toliko enih tematik še za pokazati. Mogoče mi je bilo samo na snemanju, ker sem vedno hotel, da sta dve punci skupaj, ti s kadrem išel že malo nejetra, ko sem dal punci skupaj in zmeraj mi je bila Špela, od spod je imela eno opeko, ker je bila Špela toliko večja. Ampak predvsem ta kadr, ki je bil klasičen za Atomik spota, da sta dve skupaj in dve v kamero pojeta, pač do prsni kadr. Tako da to se mi malo ponavlja, ker sem hotel nekaj novega, ampak sem rekel, to je tipično za Atomike dve ženski. No.
Ampak si pazil, ne, dejansko tako z neko ogromno posnemovalcev je prišlo, med njimi tudi Turbo Angels, ne, Ray je takrat rekel, pa zdaj tudi svoj Atomic Harmonic imel, ne. Jaz vem, da sem se takrat tudi, sem bil zelo kritičen takrat, zdaj sem malo manj, ko sem se malo postaral, malo bolj pazim na besede, ampak takrat vem, da sem ga konkretno napadel, ne. Sem rekel, Atomic Harmonic, BMT so, vi pa zgledate kot ena tretja razredna verzija Atomic Harmonic, če je to sploh možno, ne, in je pa nekaj jezen na mene, pa to pa dol. Ker ta Turbo Angels, ne, nekako si ti gledal na to, na te, ki so za vami prišli, si jih imel, da dobro delajo, si mislil, da kako je to, ne. Kako si gledal? Iskreno, pazi, ne. Iskreno moram povedati, da je pač Ray, ko je izvedel, da delamo to, je na vsak način hotel... Skupiral je dobesedno. Ne, na vsak način, takrat me je veliko klical in je hotel, da ona poje, Marjetka. Aha, da poje. Ja, pač žal, nama špelo niso bili določeni kriteriji, njeni všeč. Naknadno je seveda Ray to se poštimo zdaj. Tako da, ampak ne za to. Jaz sem se pa zasmejal, kjerkoli po Sloveniji sem bil in ko se spomnim, smo imeli mi razprodane veselice, sem rekel, njih so pa poklicali. Razumeš, tudi če je bil, ne vem, kakšna cenejša varianta, so pač nekako zadovoljili se z nekim pač približkom temu. Ampak delajo, jaz vse ljudi, ki okrog delajo, tudi zdaj, ki delava ženo, ki ima veliko, velika prostora za poroke, vidiva, kako so nas klonirali. Cel življenje se mi zdi, so neki pač delajo, jaz to vzamem. Ogromno teh, ne. Ampak še vedno tisti, ki je prvi, ki daje idejno zadevo, tisti ima toliko veliko prednost tega miselnosti in same izvedbe, tako da to me nikoli ni skrbelo. Pa je te kdo presegel, misliš, v tem turbo folku pri nas v Sloveniji, Atomic, je kdo presegel, po tvoje? Ali pa kdo je najbližje prišel, no? Da si mi rekel, vi pa dobro delate, bravo. Mislim, da je dobro delo. Jaz sem zelo kritičen. No. Ja, verjamem, ne. Sej, to te vprašujem, ne. Se koga bi pa sploh dal, da nas bi... Ti mi povej, ti si v tej glasbeni sceni. Se trudijo, vsi se trudijo na vsak način, da hočem biti prijazen. Ja, mislim, ne, pa mi smo delali svoje. Zdaj, kaj drugi delajo, jaz težko tukaj rečem. Glasba je taka stvar, ki je težko, res je težko ocenjuješ. Tudi ko smo šli minem, ljudje morajo na sonce, takrat sem rekel, ali nam je potrebno, da nas nekdo ocenjuje, koliko smo mi dobri, koliko ne. Na srečo se nam je dobro stovali, da se je dobro izplenili. Zdaj, da nas bi kakšen... Pa takrat, recimo, kaj so bili, Skater so pa bili, pa Baby Twins, neke 200 bile, pa eni boy bandi, so se pojavili. Pa nekaj, to ne moreš dati. Ne moreš dati. Pa se nekaj, da so bili enaki, ko vi, sam pač spomnim se, kjeri so takrat bili. Stopati na ta vlak. To, ne. Glej, pa vse dobro delajo, tudi Modrijani so dobro začeli delati v tem smislu. In kot slišim, da tudi pač spustijo tisti bum, trico in da dobro žgejo. In da je ta džir. Tako da, pa prostora je za vse. Za Sloveniji res to pa je resno imel prostora še za veliko več bendov. Prepričan sem. Sam kaj pa ta fora, če si že to omenil, no? Prepričan sem to. Ker je Slovencev, vse nas je 2 milijona recimo, ne? Nimajo pa neki specifični bendi premalo ciljne publike, pa imajo ta problem, da ni Slovenija mogoče tako velika, kot si zdaj rekel. Slovenija je majhna. Samo ni teh ljudi, ki bi konkretno proizvajali glasbo in privabili množico. Pustimo zdaj ogromno teh narodno-zabavnih ansamblov, ki se ne bova zapomnila nikoli imen, ki so mladi in so pridni in delajo mogoče na svojem lokalnem področju. Zdaj, ko se pogovarjamo, so 3 novi nastali, sigurno. Ne? Možno, da. Zdaj so že 4. Že 4, ja. Ravno v nedeljo me je ena punca, da si želi tam igrala na ene 80-letnici, kjer sem tudi jaz bil. In je rekla, želim si pa ansambl. In kakšen žar je imela v očeh. 22 let stara punca, taka sem videl, da kar dobro razmišlja, ampak ta ansambl, kakšne iskrce, sem videl teh očeh, sem rekel, pa the best. Jaz jih nimam toliko, ko rečem ansambl. Ampak ni to zanimivo, kako so mladi pograbili. Miš, da je to krivda dejansko, v narekovajih krivda, no, Atomic Harmonico in tebe in te scene, kako so zagrabili dejansko narodno zabavno glasbo, ker včasih smo se zajebavali, da so govedari, da so budale, rock and roll, kitara, zdaj pa harmonika tista, ki punce osvoji, če ti igraš harmoniko s frajem. Ne povsod, no, moramo povedati, ne povsod. Dobro, ne povsod. Ja, ampak v globalu, če gledamo. Govori, po mojem Ljubljana tega nima, že malo, preferija malo Ljubljane, že ima malo ven. Ampak, pa se prode tako.
Zakaj bi mogli pa skozi No, ne vem, kitaristi, mislim, vprašam. dobre babe, Ja, med? ja, Zakaj ne bi imel pešoka en fant dobro, iz spodnjega duplika, ki dobro igra, ne vem, Ja, bas kitaro oziroma harmoniko, ki je Harmoniko. tipična, okay. a veš, a pa bariton. Zakaj ne? Mislim, ne bom ti ugovarjal. Zakaj ne bi Luka iz Horjula, ki igra Ja. bariton dober v ansamblu XYZ, Če ti tako imel praviš, najboljšo bejbo? bo že držal. Mislim, ni res tako, ampak se mi Ja, zdi, se mi okej. zdi meni tako. No, glej, samo da se dogaja. Ne. Drugače pa, Jani, ta atomik potem, ne, se spomnim, da ste zamenjali cel kup enih članic in ena je bila lepša od druge, ne. Ena bolj seksi od druge, ena bolj provokativna od druge. Se jih spomniš vseh, kje so vse? Seveda se No, spomnim. da mi jih povem, ali da malo podebatirati o tem. No. Za Dve špelci, pol je bilo kaj. špelci, potle je špelca Klein Leha, Kaj se je mali škarjanček, nemško. Okay. Mali škarjanček špelca Dobre. je pač po dobrem letu odšla. Hiter je šla. dejansko, Ljubezen ne? dela svoje, zdaj to nazaj se pogovarjamo, pač nima veze, kaj je bilo. Okej. Bilo je za nas je bilo šokantno, zelo. Takrat zelo kar hudo. Če je prišla, ne? Ne, po tistem Ne. je bilo pa zbor večjih punc Ja. preko založbe, preko medijsko in takrat smo se pač čez noč odločili za Iris. Kje je bilo že to? In to je bila ena velika punca dol iz Gorice, ampak žal so se neke zvezde niso poklopile. Že po enem tednu, ko smo imeli hud koncert, ko je prišlo 2 avtobusa ko bi je glavo iz njenega kraja, prisežem, Da bi jo prišli gledati. da so jo prišli gledati. In kmalu potem, po 2-3 dneh po tistem koncertu, sem dobil klic, pač, da ne. Kaj je bilo in Še zdaj ne veš. ja, nekaj sem slišal, pač, da je. Veš kaj, ljudje imajo zelo predsodek za nas Ljubljančane. Jaz nisem Ljubljančan, ampak si mislijo, da sem Ljubljan. Tudi ti si rekel, da si se z Ljubljane prepel. Jaz sem skamen. Zgleda si tak. Ja, valjda. Okay. No, skratka, Ljubljanski frajer, imaš ja. vedno to predsodke iz periferije, tam so pa barabe. In nekaj taka je prišlo od staršev, pa to, da pa barabe, treba pokvarali. Zdaj ne govorim, da je to resno, Ja. to je prišlo meni v uho. Razumem. Razumeš, da to je prišlo na uho in je res čez noč smo ostali brez nič hudega. Hmalo smo se pobrali, prišla je Tejči. Pa bila pa teči. Ja. Ta je bila pa dlje časa. Super. To je bila pa do našega, ko smo se skupaj odločili, da prekinemo s to zasedbo. To ste bila Brez- špela pa teči. Tako, to je bilo okrog leta 2009, če se ne motim. Takrat smo se odločili, da razpustimo to zasedbo, da gre vsak po svoje. Jaz sem rekel, pač ekipom naprej delal in sem jo zelo uspešno delal še kar nekaj časa. Ampak v bistvu kaj? Razen teči pa špele, pa ni bilo več druge. Ne, Mislim, da si jih cel kup ne, zamenjal. bilo. Gajškova je bila tudi pol, Da, sem ja. jo najdel, ja. V Atomic Harmonic. Ja, sej, tako je prišla na sceno, ja. To sem spozabil. Ja, sej nič hudega. Ne, ni že hudba, Super ne, je. to bi mogel vedeti. Ja, dobro, pustimo, ja. Ja, ko še, kje je še? Bila je še ena, ki je ne poznaš, ampak kako veš, prvo je da ne poznam? ne poznaš. Ne poznaš. Okay. Glajškova, mislim, to poznaš. Bilo so še ne 2-3 punce, ampak smo dosti uspešno, na Matejo tudi ne poznaš. Zadnja ekipa je bila res meni ljuba, ker smo full live začeli delati. Prej nismo live delali, žal mi je edina stvar, ki mi je zelo za nazaj, da nismo že 2-4 začeli z živim bandom, ker nismo takrat. Ja. Ne vem pa, kako bi pri takih koncertih mi to lahko živo delali. Ker zdaj meni to glavno, da vam band živo, da žgejo zadnje, to je to. Ampak zdaj Atomic Harmonic si nazaj obudil. Ne? V bistvu, ja, pred korono smo prišli, Ja. špelca, Fraj, Toni in jaz, nazaj čisto prva zasedba. Tako da, Kaj so ljudje? So rekli, da je to v redu še? So iz nove generacije prišle, so stari fani prišli. Iskreno povem? Kaj si videl? Ja. takrat se je zgodila, ko smo prišli, se je zgodila ta korona, tako da takrat po en let smo zamrznili. Pa smo pa začeli, ne vem, predlanskem začeli malo, jaz kamorkoli smo prišli, predvsem na študentskih žurih, se pravi, to so ljudje, ki so stari zdaj 18 do 22. In poznajo vse komade. Mi pišejo te komade, mi smo imeli kakšne druge priredbe, smo igrali, halo, oni ti pa pišejo svoje komade, ki jih ti sploh ne igraš. Ja. In fenomenalno, to je zgodilo se je prvič na Štuku, jaz sem sam gledal, razumeš, študentje in norel, noro. Ja, tako da je ta generacija, ki se je rodila, ponovno hodi na Atomic Harmonic, resno. In to ful noro. Ravno to soboto, Idrija, noro.
Okay, zdaj pa, če gremo malo nazaj na ta tvoj ritem planet, če malo, ne, ta zgodba mi je dobra. Vem, da ta komad Usnice brez poljubov, ne, kaj bi, ko si ti pel na vrhu. Zaboj, da slišim. Ne znam, pustimo. Okay. Znam pa usta odpirati, ne. Veš, ampak hočem reči, da ta komad, da se ga pa spomnim, pizdarija, jaz takrat na faksu bil v Mariboru. Kjera leta so bila to? To je bilo leta faksa tvojega, ja. Ja, je bilo tam nekje, ne? In se spomnim, pazi, da vse moje so jaz sem na predšolsko vzgojo hodil, če smo 60 sošolk, ne? Hudo. Vseh 60 sošolk, pa presežem ti zdaj tu. Kaj me niste takrat poklical? Že vem, kaj boš rekel. Nisi se javil, ne? Lej, so poslušale to pesem, prepevale to pesem in rekle, kako je ta Jani Pavec šikan fant. Kaj veš to takrat vedel? Šikan fant. Pa ta izraz, šikan fant. Šikan mi je zelo lepo. Ja, šikan fant. Veš, kaj bi usnice brez Čudovito. Veš, ne? Ja. To je mega hit je bil takrat. Bilo iskreno, ne? Mega hit, ja, ki ga pa mi nismo tako naučili, kot bi ga lahko. Zakaj ne? Tisti čas sem enega menedžerja, nažalost, ne bom njegove ime, in so se veliko čudnih stvari dogajali. Tudi iz špile nam je šel, z denarjem, pa take stvari. Tako da je bilo nekaj, niso se poklapale vse zvezde, tako da jaz sem še kasneje, ko sem za Tomike začel, to prvič sem iz kitaro začel, in sem tako se zgodil. Spomnil sem, smo igrali z Ritem planetom, ampak to spet ni bilo tako, kot bi si jaz, razumeš, želel. Pač dobra izkušnja, dobra moja šola za Tomike do 2-4, da sem se naučil v teh parih letih, ker to mislim, da se zgodili 2 leti pred Atomiki. In takrat sem pač logično Ritem planet mogel razpustiti, ker je bilo preveč se dogajalo za Atomiki. Ja. No, se pravim, jaz sem tebe kot prvo najprej te pa spoznal seveda kot vrhunskega režiserja videospotov, imel si ta svoj Pavec dotik, ne, ta Pavec touch, ne, brez da bi vedel, da si ga režiral, ti se je vedel, da si ga režiral, ampak to so bili zelo kvalitetni spoti. In če se recimo mogoče izpostaviš, ne vem, kateri so bili pa te, ko so po tvoje bili, pa izven tvojih, no? Da so bili res uspešni po tvojo taktirko, pa da si mogoče najbolj ponosen na tak izdelek. Imaš kaj takega? Ponosen. Vem, da so bili veliki projekti, ki so tudi imeli denar za ozadje in sem se jaz takrat tisti čas lahko vse prevožil. Skoraj da bi rekel, da bi si letalo gore čez, da bi preletel. Bili so to Bipop, ne? Moje sonce. To je bil res projekt, ki je bil pač na veliko zastavljen. In takrat tisti čas so res tudi produkcijo, dosto dali produkcijo samih spotov založba Menard. Tako da tisti čas smo imeli res dobro, sploh se ni gledali na denar. Na srečo, ker je to cela industrija dobro laufala. To zdaj niti podrazno ni, jaz se ne sakiram, ker pač mi je to samo gušt spoti, ampak tako pač zdaj je. Ampak koliko spotov si pa režiral, recimo vseh skupaj? Imam podatek, ker sem jih prijavljal, nisem še vse. Ta trenutek sem na 755 glasbenih videov. 755? Ja, ki so vsi spoti, ki obstajajo. Nisem še se, ker ne vem še. Mislim, vsi slovenski spoti so. Ne, ko sem začel pisati. Ja. Pa kjeri so to vsi? Ne vem, imam doma spisek, res. Pa zdaj mi malo mi povej, no? Zdaj sem Bipop si omenil, pizdam vse. Pa dobro, kjeri so kakšni taki jaki, no? Ker je prišel Sebastian ven, zdaj ti kar nekaj, da po izvajalcih probam ti. Pol so bili takrat tisti čas Babylon ful popularni. Potlej je, se veš, koliko je bendo. Jaz mislim, da sem skoraj vse narodno zabavne naredil takrat spote, Modrijani, Čukov, sem naredil vse otroške. Vedno vse otroške tekste, par milijonov sem jaz naredil Čuke. To je ta otroške, ki je čist poseben. Ne vem, koliko je toliko spotov. Skratka, ogromno. No. Pa kaj pa po tvoje mora imeti režiser spotov, da je dober režiser, poleg budžeta seveda? No? Da je dober režiser, predvsem mora že prej točno dobro zgodbo se mora spomniti, ker se ponovadi pač v Sloveniji se vse režiser spomne, tudi organizacija ima režiser. Dobro mora biti organiziran, zelo dobro. Jaz dam ful na organizacijo. Mene pa snemanje pa montaže meni tako, uspod. Tako da če dobro organiziran, bo definitivno tudi spot dober. Organizacija mi je predvsem pomembna. Tukaj sem zelo pedanten, da je res cv, da je to, da on reče avto. Prav spomnim se, ko sem delal en tale verboten rdeč Ferrari in se jaz dol prepirem in prisežem, jaz sem prišel pred ekipo, verjetno takrat, in tam stoji rumen Ferrari. Jaz takoj pokličem, prosim, sem čist paničen. Slučajno je bil dol v Lipici pred hotelom rumen Ferrari.
pač, da je točno, da se klapa, da je rdeč, da je pač točen tak rekvizit, ki si ga predstavljam, ko bo izgledal. Tudi pač zelo delam na stylingih, ves čas hočem spremljati to vse. Vse ti imaš Vprašam čez. vse. Vse, kar si zdaj rekel, si ti skrbel. Samo tisti časom so imeli ljudi, Ja. kostumografinja, to, ne, ker je pač denar. Ampak vse sem jaz rekel, kakšne barve naj bo Si avto. to ti določil. Mislim, vse. Ja, kaj pa recimo, da se kak izvajalec s tabo ni strinjal, prišli da je do kakih nesoglasij, prepirov, kakih takih se spomniš, mogoče da ste prav prekinili, pa si rekel, 3 PM, pavec, bomo mi to drugega najeli, ti to nekaj nam pa Na snemanju ne. Je bilo nekoliko kaj takega. Ne, jaz sem vem, da nismo enega spota od Davarja Radolfija niso objavili, Ja? ampak snemanje je potekalo v čudnih okoliščinah. Ja, kaj ste Tako da smo ga kar naprej mazali, pa ta maska se ni, tako da pač ni bilo v redu, ni bilo to za vendati. Ja, ni bilo vendar. Pač vesel je bil in smo snemali v Ja. veselem stanju in ni bilo pol to za vendati. Ja. Kaj pa imaš kako prigodo z teh snemanj, ki je mogoče nisi povedal, ali pa ki bi jo rad povedal, ali pa ki si jo že povedal, pa je vredna, da jo deliš, kako res zabavno, no? Ali pa čudno. Ne Jaz vem, na povej. snemanjih sem zelo zajeban. Ja, verjamem. Tako da poznam me. Ti si skozi zajeban. Ne, ni samo, da res. snemam. Ne, ni res. Ne govoriti. Zoperen sem, hočem, da je res dober. Se prav. Ker hočem, da je res Ja. dober. Če bo tam samo kar vsi zafrkavali, ali pa kar juhuhu, pa perčke pil, pa to ne bo nič iz tega. To se strinjam. Ja. A veš, Okay. Vse ni problema. Naredimo, potrudimo se, na koncu pa se gremo pozabavati. Ne? Kakšna prigoda, ne vem. Niso mi verjeli, jaz sem vedno gledam vreme in nekako znam že da je res predvideti, ali bo zjutraj dobro vreme ali ne. To mi zdaj kar rata. To sem zdaj že to. In prav spomnim se, ko smo šli spet, omenjam Bipop, ko smo šli z avtovleko, full vsi, ko smo pelali na Krk in večer pred tem, čistem dežju smo šli, prišli smo ob ene polnoči tja v hotel spat. Sem rekel, zjutraj bo dobro, meni verjel, so se smejali, da je dala, pa od zdaj njih in ne bijaš. In res zjutraj se zbudimo ob 5 v sončen, lep dan. Mislim, vreme je zelo pomemben, ker večinoma lokacij, v letnem času se dogajajo zunaj. Tako da tukaj moraš res trofati. No. Se je pa že zgodilo, da smo prišli in sem zajel in smo šli pač prekinili s temeljem domov. Kaj pa ne vem, da ti kaj, da si naredil, pa da ti ni bilo všeč. Pa se rekel, pizda, da tole moramo še enkrat, ali pa to pa jaz ne videl ven, tu pa nisem, ali si to vse prepraviš naprej, da se to ne more zgoditi. Mislim, ampak ti kak igralec ni všeč. to pa vedno so, kakšni trd pred kamero. Kaj narediš? Je vedno dam vsakmo, to vse lahko vprašaš, predvsem ženske, ki se vedno mora pred mano zakričati. Ko ona bo Zakričati? da da vse od sebe. Okay. Ker takrat se ona sprosti pred mano. Ja. Razumeš? Ja. Ko ti zakričaš, da si vse od sebe. Vsak me tebe ogleda, ampak jaz točno vem, zakaj to naredim, da ga sprostim. Da ga sprostiš. To je samo ena taka stvar. Da pa kdaj nisem bil zadovoljen, pa sigurno ni bilo kaj takega, ker sem rekel, da to ni bilo to. Pa. Ampak nekako na srečo se da iz montažo veliko stvari tudi popraviti. Kje je pa najbolj kričala v teh znanih? Kričala? Da je sme najdu. Kje je najbolj kričala? Ti že računa za to. Ja. Kričala, ne vem. To zdaj govorijo bolj o teh stranskih, pa začetniških. Ja. Nimaš kakšne spomine, da bi kričala. Mislim, da je mogla veliko kričati, da se je sprostila. Pa to tako ti rečem, samo res je zanimivo. Vsak mi čudno pogleda, zakaj to, pa dojame, zakaj to. Ker se res sprosti. Ja. In če razumeš. Ne, vem, kako hočeš reči. Človeka sprošča. Predvsem pa da ti stremo. Če moraš ti nekaj zakričati pred enim, če to narediš, skoraj lahko greš na potrebo. Ampak zdaj pa ti meni to pojasni. Vem, da takrat si bil takrat samski, si imel kakšno punco ali ne, to ne vem, ampak to mi je zdaj povedal. Kako si se zapletel s temi? Zdaj mi ne boš seveda povedal, ker pač te znani, to v grob, te skrivnosti odnašanja, ampak vseeno, si se zapletel, kdaj pa s temi, ko to nas je vse zanimalo, s tem špelcem svojim, pa stejči, pa to ste niti podrazno, ne. Veš, kaj mislim? Jaz mislim, da to sveto pravilo, da v bendu ne sme tega biti. Ja, pa se držiš tega? Ja, to je sveto pravilo. Lahko pogledaš oči čisto direktno noter. Ja, držim se. To mi je tako ena taka sveta stvar. Enkrat se je zgodilo v enem bendu, zdaj imam pač neke poročne bende, in sta se klaviaturist in pevka zapletla in bilo takoj narobe. Ja, vidiš. Je šel samo od sebe pol, pač nima veze. To ne gre skupaj, no.
V bendu jaz mislim, sem prepričan, da to ne more biti. Da ne more biti. Kaj pa one so hotele, kaj se zapletejo? Ne. Toliko se poznamo, mi se res, toliko se poznamo, da smo si kot bratje in sestre. No. Bratje in sestre. Mislim, mi smo res veliko skupaj preživeli. Ampak kaj pa to, recimo, s puncem delati, to ni mači kašelj, ne? Pa tako se zaljubijo, pa kakšna nosečnost, pa menstruacije, pa boleče glave, pa razni usvajači, playboyi in tako naprej, ne? Kako si pa to handlo, ne? Si ti to rekel, punce, zdaj pa takle. Zdaj pa takle, danes seksa ne bo, prosim, Špela, Grošlova, mir. Ne? Ali so to same odločevali, ali si bil ti, si imel neko komando na tem? Ne, jaz mislim, da tukaj gre za en respekt, da gre toliko za eno spoštovanje do mene, ki sem to zadevo vodil, da če sem jaz rekel, da se to tako ne gre, se to tako ne, je pa tako. Če pa ni šlo, sem je pa tako psihoterapevtske pogovore, vsak teden kakšno uro s kakšnim. Ampak sem to dobro. Pa kaj so največ ga lomile, kaj glede česa so ga? Ženske. Se veš, kaj ga zelo lomijo. Mislim, povej, no, ja. Ma kaj ga lomijo ženske? Pač imajo probleme s fanti in to se prenaša not v... Vse skozi kaj. Pa kak si handlo ti te njihove oboževalce, pa... Ne, to je samo super. Nadlegovalce, pa tako naprej. So bili kakšni taki primeri, da si mogel pa prav malo ostro nastopiti? Mislim, da je kakšen opit prišel backstage, takrat smo mogli pa malo reči, oziroma tako večer ven so bili varnostniki, da so to pač odstranili, ker hočeš biti prijazen do vseh. Ko je pa kažno... Ej, stop. En limit je, ne? Tako da to je bilo, ampak to smo kar rešili. Okay. No in potem si se pa ti poročil, ne? Ja. Zaljubil in poročil. Kaj mi je te ženi? Teja? Ne. Nina. Pardon, ljuba je Teja? Teja, ne vem. Teja pa zdaj nima. Tvoja bivša Teja? Ne. Okay. No, zdaj le Teja, danes sem naredil en spot. Mogoče sem to mislil. Ja. Ne, pa nisem nič rekel za... Ja, ne vem, ki mi je Teja prišla. Mislim. No, ta tvoja Nina, ne? Tvoja fatalna ženska, ne? Zakaj si njo zbral? Od vseh, bodimo iskreni, imel si po mojem tikar dosti takšnih in drugačnih ponudb. Si bil kar zaželen fant. Tisti čas pač sem užival življenje. No, to hočem reči. Predtem sem se zresnil, sem užival življenje. Bilo je zelo prijetno, zelo fajn. Predvsem sem rekel, da si želim, kaj sem si takrat rekel, prvošel bi res, to sem večkrat rekel, vsakmu fantu nad 30. Da je približen finančno neodvisen. Jaz sem si takrat hišo naredil, da ima hišo, pa da ima en dober avto. Takrat, da imam avto kar nekaj, takrat sem si pa Mercedes, sem mogel imeti. In sem rekel, koliko bi prvošel vsakmu fantu, da 3 mesece izkusiti tako življenje. No? Res sem si, takrat sem rekel glasbenik, ker se glasbeniki tako želijo tega uspeha. A veš, da doživi oder, da doživi to bi res prvošel vsakmu, ki si želi, ker res ima in ki se trudi za to. Ne vsem. Tisti, ki se potrudi, res ima prav rekel, da ne 3 mesece ne doživi maksimum, pa da ni denar problem pa to. Ja. In pa si se zaljubil? Pa sem se zaljubil, pa je prišla Nina. Pa zakaj je Nina? Ne vem. Pač Nina na koncertu bila sva ona je Korošica. Korošice so od Hudiča? Korošice so, da ne. Pravijo, ne? Zdaj pa živim. Ja, okej. A na koncertu sta se... Že prej sem imel spot. Jaz sem pač imel srečo to. Jaz sem imel srečo, da sem pač modno agencijo poklical in si kjera bo noter. To sem se vedno, ker sem hotel, da meni prija, ne? Že prej, ko sem delal modne oddaje za Pop TV, pa to je res lepa stvar, da si odpreš koledar. Pa si kljuko, ne. Mislim, predvsem želiš, da je pred kamero takrat nekaj, ki je te všeč. Ne govorimo seksualno, pa če je te všeč. Da je meni pašel noter, vedno je meni pasal. Če se res nisem povonil z njo, ni govora, da je prišla. Mislim, pač to je, režiser mora to. Tukaj sem imel srečo, ne. In tudi naše spote sem sam izbiral in sem Nino takrat en spot. Bojda je rekla, da sem je še parkrat, ko sem bil vesel poklical. Tako, da je bilo to trajalo 2 leti, ko mi je bilo všeč. Ne vem, po se pa zgodilo na koncertu gor, predvsem tisti, ki me šele v času Atomiko poznajo, mislijo, da jaz poslušam samo narodno zabavno glasbo. Me niso poznali, ko sem jaz dolgo čupal pa to. In takrat je bil za nami, mi smo imeli ful dober koncert, nekje na Koroškem, ne vem, točno kje. In je bila Nina tam in prav vem, da sem dal svoje ključe od svojega avta in sem dal frajto, ne da domov pel, jaz sem pa tukaj vstal, ker sem hotel biti na koncertu resno tega Kreslina. Ona je rekla, da me je že nekako domov pripeljala. Pač takrat se je zgodilo, kar se je zgodilo in to traja še danes. Kaj se je zgodilo, Jani? Zgodilo se je, da sva šla k njeni mami domov spat.
Knini mami. Ja, k njeni mami, k njihovo hišo. Tako da je super, lepo. Mama, Dokrat naprej nista več nehala. ne, prav dobro vem, ker je prišla mama in iz njene sobe me je dala v drugo sobo. Bravo. Le zakaj ne? Le zakaj, Le kaj se zakaj? bo zgodilo? Le zakaj ne? In zdaj, kukor vem, kam imaš dva otroka. Dva otroka, Dve hčerke? ta starejša je pač Sara, 16 let bo, pa mlajša je pa 6 let. In 10 s to let Saro razlika. imaš zdaj ti skupino, ne? Mislim, sodelujete glasbeno. Mislim, Če si zasledil prav. Ja, prav si zasledil. Ja. Glavna stvar je, da je pač v letošnjem poletju v Kaliforniji posnela cel album do konca. Tako da ta trenutek se miksa njen novi album. Pač gor ima producenta, gor ima ekipo, sli se neverjetno, ampak res pridno dela. Ima čisto jasen cilj, da bo definitivno prepričana, da bo pač v Ameriki bo uspel, ve, da bo v Los Angelesu živela in je vse jasno. Da In, bo prav tam, da bo tam ostala. ja, pač ja, to ima čisto. Kaj pa ti? Pač, da bo Pa tam, ti da... gledaš na to, da ne bo Pa tam? na se avion, kaj pa je 13 ur pa tam. Ja, no. Ni nič takega, verjem, da ni. Mislim, da Zdaj ne. smo, vsako leto smo 2-3 tam Aha. in vem, kako dobiti poceni karto, ko mislijo, koliko dajemo mi to. Ja. Mislim, poceni. Pa kaj dolg je pa že gor? Ne, zdaj že to 3 leta, 2 leti delamo, ne? 2 leti, 14 leta. Delamo to, komadi so nori, ti bom pol pokazal. Sem jaz presenečen, jaz nisem vedel, avtorica je ona. Ja, pri 14 je začela. Kaj? Okej. Ej, avtorica, meni je čist surprise, ker jaz nisem do zdaj čist nič delal, razen tega, da spote, ker so hoteli tam, da damo 15 jurjev, pa smo pa tukaj tesno enega naredili in so čisto navdušeni. In imam tukaj in bomo pač produkcijo modelali v evropskih večjih mestih. Super. Ker je pa Američanom mislim, da je všeč, od Benetk do Pariza. Tako da tukaj bomo naredili celo produkcijo, vse spote, tako da z novim letom pa mislim, da gor planira zdaj pač od Netflixa do pač to, kar se tam dogaja. Ti zakaj pa, ne vem, se motim, poprav me, te pa ni zaneslo, ne vem, da bi kakšne filme snemal ali pa ne vem, serije, To, kar pa si mogoče ti ne vem. najbolj domač, to, Ja, kar tebi ja. ti spremljaš. Ker vsak režiser spotov dejansko ima željo, ja, ne? vedno sem si želel, da bi naredil nek mladinski film. Ja. Vedno sem si želel, ampak nikoli se ni realiziral, ker sem toliko delal drugih stvari. Nisi imel cajta nikoli. Ja, res, toliko sem delal drugih stvari, da je šlo življenje mimo, da sem je to vsega, da je prehitro bilo, da ni bilo časa sploh to realizirati. No? Mi je pa prijetno delati, ker to isto Ja, kaj pa Mislim- zdaj na stara leta? na stara leta Ja. bomo videli, kaj se bo Še imaš to, zgodilo. mislim, še imaš to željo? Ne, ta trenutek ne. Nimaš. Ta trenutek se preveč s sabo ukvarjam, Ja. po dobrem letu, kot pač se je zgodilo mi Na to. Na to pridemo. Ja, ja. Tako da ta trenutek dam čist fokus drugam, pa ta trenutek delam ponovno avtorsko zelo na Tomikih, tako da bo prišlo v teh dneh kar nekaj Novi komade. novi komadi, nove spoti, vse se pripravlja zdaj. To sta špela pa špela zdaj. Ne, Je Kam špela. zdaj? Ja, ne. Katera špela? Lahko povem, ta trenutek je špela je odsotna, ker je pač, ko se reče burnout, ker je malo skurjena, ampak Ker je še vedno. Grošlova. Grošlova, ja. Aha, okay. Tako da je malo zbolela, oziroma se že kar nekaj časa je to traja, da je bilo že nekaj koncertov, kar je slučajno z mojo hčerko narejenil. Tako da ta trenutek bomo zdali to z mojo hčerko in špelco. Aha, to je zdaj tak. Ta za ameriško hčerko. Ameriško hčerko. Ameriško Ja, ja. hčerko, okej. Ameriško. Ja, ok. Dobro. Okay, ja. Glej, te glavni fokus je ne tiska tam dela, zdaj tukaj se je pa skazalo na koncertih, da je prijetno in dober, tako da verjamem, da bo odziv zelo dober. Okay. Zdaj pa Jan, takle, da te vprašam, kak občutek imaš včasih s kakšnim glasbenikom, ki je že dolgo let na sceni, ne? Pa mi tu pa tam, kjer potarna, da te ta mladi, junci, premalo ocenijo in spoštujejo te, ki ste bili prej, ne? A veš, nekaj te stari, ko je neki, to je neki kurac, mi smo zdaj glavni, oni so neki, to jih je čas povozil, ne? Ali imaš ti tu tak občutek, ali imajo respekt, recimo, A mi ne, boš- prije zdaj ti na odra, Tomi Harmoni, wow, legenda, ljudi stari. A mi boš verjel, da se s tem sploh Se ne ne, ukvarjam? se ne ukvarjaš. Piše, Ampak kak kadar- občutek imaš, ko vidiš, mogoče, no, kako te gleda. Nič, ker imam svoj džir v glavi. Jaz mislim, če se boš, nadaljuješ? če se boš ti z drugim obremenil, boš preveč energije, res se ne, puščal tam. Jaz bom sam tam dobro naredil, pa da je moja ekipa se ima prijetno z mano. Res se ne obremenjujem s tem. Ne, on misli, ker če, zaradi misli, da sem navaden, briga me. Okay. Pa kaj zdaj recimo, Ravno mi je. Ja, kaj trenutno zdaj delaš, ne vem, Da. trenutno glede posla. Grede posla. Dobro, to mi je to si rekel. Kaj še imaš? Ta trenutek živim Ja? z ženo, imamo dva Kmetiji, skedna. tako.
Ne. Plac, žur plac. Ja, že 10 let imamo čisto. Kaj, dva skedna. Dva skednja, gori, ne? Nič ne gori. A ne zgori to? Ne. Ne zgori, okay. Sem naredil slama, ko je stisnjena, nima kisika in ne zgori. Okay, Sem naredil vse teste, vse sem naredil. Verjamem, da zelo veliko stvari sem razmišljal. Kaj se zgodi? 10 let imamo že razprodana dva skedna, vsako soboto po 2 poroki, noter od tega živimo. Aha, Ja, pa kje imaš to? Na Brniku imamo 2 lokaciji. Tako. Pa kako si to na gruntu? Z ženo sva se poročila 11 let nazaj, 2014. Ja? Šla sva tam po Gorenskem, vse stare skedne sva odgledala, nisva se hotela poročiti, ne v šotoru, pa ne v gostilni. Ja. In takrat še ni bilo teh skednov, zdaj jih je kakor češ. Ne? Spet si en mogel začeti, Ja. da so ga videli. O tem govoriva. Ja. Ne? In ko sem to začel, nisi videl, pa Google ti pokazal. Ko sem to takrat, smo naredili za sebe, slučajno je bil pa direktor tistega velikega skedna od enega mojega bobnarja od Ritem Planet Stric in je rekel, to me je zrihto, bla bla bla. In jaz sem zaprl maj takrat, friend je rekel, dej, pejte z mano, jaz bom, vidite, skupaj bomo nekaj delali, sem prišel ti, jaz sem rekel, kva nimaš denarja, šle, čisi vse svinsko. Sem rekel, počak, 2 dni, 3 dni bomo to spodenali. In smo spodenali, na srečo smo imeli bagarje, vse, smo spodenali, noter sem dal poden, lučke, vse noter obnosil. Sva imela svojo poroko, petek 13. 2014, svojo poroko, Črna mačka je igrala, tako da vse, sama bad luck scena. In pa so šla na pak. In meni dobim siguren 10 klicev, so me kje to lahko najamejo. Potem je pa naprej vse jasno. Pa si rekel, opala ne. Ne, si bil. Žena je samo pri meni, je delala kot maskerka, sem rekel, už delala. Kot da veš, bila je vizažistka na spotih, to vse ni tako posebenega, no spet. Mislim, premalo, da bi od tega lahko solidno živela. In takrat smo začela, prvo leto smo imela 6-7 porok, zdaj jih imamo pa čez 40. Ti si biznismen, ne? Nisem biznismen, jaz delam stvari, nikoli ne razmišljam o denarju, to sem že sam rekel, ne razmišljam o denarju, pridem bod, jaz, ki so atomike smo delali, pa kaj sem sploh razmišljal, samo dobro smo mogli narediti, da je vizualno in zvočno dobro zadeva delovala, pa da je bilo meni všeč, ko ti pridem, pa neki denar bo vedno prišel. Jaz sem prepričan to. Tudi skedn, to smo za sebe naredili takrat. Zdaj pa bomba. Mislim, super je, no, tega, zdaj nam je to prva stvar, od katerega živimo. No. Kaj pa če gremo še tole, ko si želik denar omenil, no? V teh najbolj norih časih atomika, ne? Koliko ste imeli ceno? Upaš, se spomniš, upaš povedati. Vem, to takrat ni bilo več, zdaj so večje cene. Ja. Takrat je bilo 3 urje, no, cena, 3,5, do 4. Danes bi bilo to 6-7, ne. Ne je bilo 20? 6-7. Bi bilo tu nekje, aha. Ja, po moje, tako da začutim jaz. Meste pa koliko koncertov na teden? Ful, preveč. Koliko? Ja, ne vem, po 4-5. Na teden? Ja, skozi je bilo. Skozi je bilo, v redu je bilo, no, super je bilo. Super je bilo, ful smo delali, vse je bilo the best. Ja. Tako da zdaj si tudi ne želim, da jih je toliko. Ja, verjamem, da ne. No, če to zdaj vprašam še mogoče, tudi mnogi glasbeniki imajo verjetno podobne stvari, še posebej, če imaš kak velik hit, ne, da ta hit izvajaš dan za dnem, leto za leto. Vem, kaj me boš vprašal. Je to feeling, čeprav folk vidiš, da znori, ker folk hoče hite, folk noče novih komadov na koncertu, ne, a veš, ampak teb to, pa že smisliš, ja pa cimo, ne vem, predstavljaj si Europe, ko mora Final Countdown skozi igrati, ne, ali pa Samantha Fox, ko mora Touch Me igrati, prej smo na radiju Vendezi vrteli, kjer smo by the way, midva zdaj, ne, razumeš, ampak kak ti je to še vedno užitek, a rečeš pa ne me zdaj jebat s tem, pa ne vem, Freddie Miller, vem, da enkrat mi tarno ta sanjala njega, ne, pa se je prav hotel malo distancirati od tega, ne, češ, ker so se delali norce z njega, pa to pa je pa ugotovo, da to mora igrati, ker zaradi tega ga na koncertu kočijo, ne. Vsi veliki bendi, od Stonesov do vseh, vsi največji hite naredijo v svojem prvem obdobju. Konc, pika amen. Kasneje so pač komadi, ki te delajo živega, ki ti ljudje sploh vedo, da si še na sceni. Kar se tiče samega izvajanja teh prvih hitov, jaz se spomnim po parih letih, prav vem, kot da bi slow motion imel, bil sem na odru in gledam ljudi čisto slow motion. Čisto v drugem filmu sem bil, jaz pa izvajal to. Sem rekel, ne, tega si pa ne želim. Ja. A veš, čisto slow motion vidiš, 1000 glav, ki ploska, ne, ti pa poješ. Kar si ti v sporednem filmu, pa lebdiš. Tako. Ja. Ampak na srečo, iskreno,
pol je to, so se koncerti malenko zmanjšali in je potlej to postalo, ne vem, ni bilo tako intenzivno spet. Tako da zdaj vsakič tudi tako brizgalno zapojem, ker sem je že 1000krat, pa ustnice brez poljubov, uživam zraven, no, res uživam, res uživam, ker če ne bi tega delal, ne bi šel na oder. Ne bi šel na oder, če ne užival to. Ampak kaj pa to, ne? Ko imaš enkrat to koncerto, recimo tedensko, mesečno, vem, da mnogi glasbeniki začnejo piti, če niso na alkoholu, ne morajo, ali začnejo s kokainom ga srati. Kak si ti to, kaj te je filalo? Si imel toliko energije, ker vse ne gledamo, čez 30 si bil, to vse ni 20 let. Jaz sem se prav, kje ne? Si brabo, kaj? Vsi so mislili, da sem na koki. Folka mi rekli, zato, ko si pač na odru bil živak. Ampak ni to, če te lahko zmotim, no, ni to žalostno, to pa jaz tudi opažam, če si ti odštekan, pa energič, pa kul, si na nečem. Pa se pa vprašaš, pizda, pa čakaj, a vi ljudje ne znate biti energični brez dopke. Energični v drive-u. Opijato imeli. To mi je pa fascinantno, da ljudje mislijo, da če si ti nor. Meni so prepričani, da jaz ko svlečen, jaz pa še danes probal nisem. Res ne. Mami, sigurno. Radi smo kaj popili, zelo radi smo kaj popili. Predvsem po nastopu. Smo se zelo radi poveselili. Tako da to smo s Frajtonjem kot veseljaka bila vedno. Publiko gremo, pač punce. To je, ko naredi zadevo, se je zelo rad poveselim, tu zelo rad dobro pojem, kar se mi tudi vidi. Ne, dober se držiš. Ne, dober. Pri svojih letih. Dober stik, te nič ni. Ja, mislim, jaz moram paziti, da ohranjam ta, bom rekel, imič poslednjega lepega Slovenca. Zdaj Plestenjak se tisto brado obstil sivo, ni več tak lušen kot bil. Ga imam zelo rad, ga zelo spoštujem, ampak jaz bi mu svetoval, da to obrije. Če mene vprašaš, Ker jaz sem nekaj zelo lepega, jaz vedno pravim, da najprej on, pa sem pa jaz. Imaš to samo podobo. Seveda, zdaj pa, ko on ima to brado, zdaj bi se pa postavil mogoče celo malo sprednega. Če smem, no. Še svetujem ti, da očala zamenjaš? Ko boš brez, kako se reče ta, ko ima zatemnjeno? Se imam tudi take, ko niso, sam sem se teh navadil, veš. Vem, se vidim, zdaj se malo bolj spremljam. Ampak se mi zdi, ti bi une bolj plesale. Spet je. Zakaj sem palce povabil? Ne, ampak čakaj, ko sem te vprašal, da si me zmedel, ko sem te vprašal? To sem rekel, da moram povedati. Se prav, ne? To je edina stvar. Se prav, ne? Čakaj, kako sem te vprašal? Da si me zmedel s tem lepoto? Da je vse dobro, da gre v življenju. A ne to, kaj si, če si kaj jemal, pa to, nikoli nič. Kaj pa pred koncertom pa niste pili, to je pa imel odgovornost. Ne. Tudi zdaj, vedno, tudi ko grem, pa že imam band, tudi zraven imam še en band, Budala, jaz, za poroke in vedno eno Viljamo. To je tako tradicionalno. Ena Viljamo, ki nam je tako tisto. Razumem, Pa Viljamo, ki naredi dobro tako po grlu. Nismo pijanci, ampak povem, kaj je. Jani, zdaj pa v tem zadnjem delu najnega pogovora pa moramo, enostavno se morava... Malo urok, po notranjem občutku. To je, kakor želiš, no limit. Ampak hočem reči, moramo se dotakniti zdaj te tvoje zdravstvene pizdarije. Moram reči, da ko sem to slišal, sem rekel, pa kurvarja, pa nisem točno najprej vedel, kaj točno s tabo ali kako. In me je malo zaskrbelo, ne poznam ga zdaj, da bi zdaj bil nek tvoj hud friend. Ampak to, ko se pa vsem poznamo, razumeš, da mi pa pizda vse ni bilo vse. Sem bil kar malo šokiran, malo pretresen, sem rekel pa pizda, zdaj, ko ga poznamo, on je zajeban, je fighter, bo to naredil, zdaj točno ne vem, kaj je z njim, ampak pa sem pa videl, da si že, da zdaj malo birgle uporabljaš, da že nastopaš, da se že smejiš, da si že pozitiv, ampak te zdaj vprašam, še enkrat od začetka, gor dol, kaj pri milem Bogu se je tebi zgodilo, da mi to zdaj pojasni. 11. maj lansko leto, tako da ni še dobro leto od tega. 11. maj lansko leto, zbudil sem se, zmeram ženo spiva pri teh skednih v enem velikem avtodomu, mi zelo veliko tudi potujemo. In ko sem se zbudil, najprej sem šel še na malo potrebo, sem se nazaj obrnil v posteli in ko sem se obrnil na en bok, me je tle zapekel. Sem rekel, kaj je to? Sem mislil, da me je tisti vzad pa na konc. In sem rekel, ja. Takrat pomisliš, nekaj, da te je briga. Nekaj krč, točno to. No, sem šel dol, grem. In mene začne toliko boleti, da se uležem na tla čist in kličem svojo ženo, ki je gor spala, pejte me zmasirati, boli me. Bolelo me je, kada me je en klav vzad. In to je trajalo 10 minut, nič več. In potem je nehal. Ampak 10 minut je...
Ja, držalo. pol je pa nekaj logično, ker so prekinjene vse poti, nisem več čutil spodnjega dela telesa. Jaz sem tako, ko bi jaz vedel, da je to hudo, jaz sem rekel, še vem, da sem se smejal, sem rekel, joke sem se, jaz sem prepričan bil, da bojo prišli rešilci, a veš, ker nikoli nisem bil še bolan, nič, nisem še bil v bolnici nikoli, bojo prišli ti jo dan noter na nek cvetiš, pa stov to, en šok terapija, nisem si predstavljal, da je to hudo, so me odpeljali pa rešilci v bolnico in 2 dni niso sploh vedeli, kaj mi je. Ko je on meni prišel povedati, da imam kap na konici hrbtenjače, jaz sem bil vesel sam, da so mi povedali, kaj mi je. Ja. Mislim, da razumeš. Zaslovim, ja. To se je zgodilo, potem sem pa začel malo googlati, kaj to sploh je in sem videl, da je to kar velika jeba. Ne? V bistvu je to kap, 1 na milijon kapi je to. Sam koliko te lahko zdane kap po hrbtenjači. Ja, saj se ne poznajo, od zadaj je prišlo do strtka, a veš, je to ista kap. Ponovadi večino imajo v glavi. Večino imamo v glavi, ta pa ni. Kaj slabše pizda? Če že moramo zbirati. Kako bi rekel, kaj slabše? Nič ni, kakor se bo potlej, kakor dobro ti je naprej gre, ne? Jaz sedaj že dobro leto, pač to nekako je začel oživel približno, ampak to se že zdaj se to prebuja, mene pač vsak dan ful boli. Še kar? Ja. Pa kaj te boli, križ? Ne, to peče me noter, ker se to ne, pač to je prišlo iščejo nove poti živci in to se pač prebuja, tako da jemljem tablete za bolečine, ampak stalno me peče, nič hudega, bomo že to zdržali. Ja, ampak zdaj, če te prav razumem, ti si bil kaj, nepokreten? 6 mesecev sem bil na vozičku, ja. Nisi mogel ostati, hoditi, nič? Če sem jaz, nekako sem se tako, pa sem že na voziček, ne. Tukaj sem bil, da sem se sam nekako postavil na voziček. Tako da sem bil kar samostojen primer tisti, ki sem jih videl na Soči pol, zatem. Ampak vseeno čutil nisem nič, noge nisem mogel nič. Pa kaj nisi čutil, kaj, noge? Noge, leve ritnice, to sem kar hiter, po enem tednu desna je prišla nazaj, a desna je zdaj skoraj dobra, ni. Ampak levi del pa nisem načutil, pa ritnice, zadnji del, Pa tole? To na začetku je bilo zelo bogo, zdaj pa v redu. Si zdaj dela spet? Ja. Žena je zadovoljna zdaj, ker vmes je bila, ne, sem slišal. Me klicala, veš? Rekla isto, nekaj bo treba narediti s tem našim Janijem. Jaz sem bila to predolgo trajal, ne? Sem rekel, zaupaj v njega, bo itak ni več v takih mladih letih, že tako je bolj redko to delal, ne? Ampak zaupaj v njega in je rekla, bom, ne. Zaupaj. Jaz mislim, da po vsej tem, če lahko rečem, najtežji družini, pri takih stvarih, ona je po moje tukaj fokusirana najhujše. Ker je res, ker imamo res toliko biznisa in zdaj to vse ona dela poleg tega, da mora se skrbeti meni, jaz ne moram nič prenesti. Jaz še vedno sem bergla, hodam in težko, ker si nekako sem doma z eno berglo, da grem do hladilnika in si prenesem mleko za kavo gor, ostale stvari težko. Mislim, tako da hvala moji družini, hvala ženi, hvala starejši hčerki, ker to je res za njih najtežje. Ampak misliš, da bo to kdaj se čisto porihtalo? Seveda bo. Plan je? Ja, seveda, kaj pa je to? Vsi so mi rekli, prvi del, hitro mi je šlo rehabilitacija 6 mesecev, ker niso verjeli, da bom jaz sploh na bergle kdaj. Ja, tako da tisti del sem bil hiter gor šel. In te dneve ugotavljam, zakaj tudi mislim, da ja. Te bom kasneje povedal? Ja. Ni to za javnost? Ni, okej. Ne, razmišljam vse, ker to je res bolezen, ki res malo ljudi ve. Mislim, pozna. Po Sloveniji je tega tudi zelo malo. Jaz sem jih par spoznal, logično. Sem jih hotel spoznati, večinoma hodi v teh. So se porili? Ja, večinoma hodi, sicer malce šepa, nič hudega, ampak ja, te, ki poznam, so v redu. No? In mislim, da mi tudi te, ki sem osebno spoznal, nisem na začetku hotel povedati, da bo to hudo, kot je. Ker so res ogromne bolečine, niha, ampak kje pa jemlješ to? Pozitiven si bil skozi, ampak določene stvari, recimo jaz imam to neko, si jaz spremljal mene, jaz nisem javno, sem govoril, ampak nisem točno povedal, kaj je bilo, jaz imam tudi 2019 eno zafukano prigodo. Oprosti, ne vem. Se bolj že ne, od tu do tu imam en tak vietnamski res, ne. Eno mi povedal, kaj točno je bilo zbavno, ker to javno še nisem razpravljal. Morda nekoč bom, ampak tudi jaz sem takrat, če smem iz tega svojega, 2019, pa nisem pol leta, nisem mogel vrat odprej, tako me je bolel. Ampak sem tudi izhajal iz te svoje pozitive in takrat sem ugotovil, da to ni zgolj poza, ampak da sem resnično foken in pozitiven. To te rešuje. Verjetno je tudi to pri tebi. Kdo bi pa igral toliko časa? Pri tebi je verjetno tudi to, da si
tako pozitivni in to te rešuje, da se prej pozdraviš. Jaz upam, no. Lej, mislim, želim si, Pa željo imaš. željo imam ta trenutek, grem malo počasneje, kot je šlo prvih 6 mesecev, ampak vsak dan telovadim, vsak dan delam na polno. Smo pa šli zadnjič tudi z družino, jaz nisem tako, ne verjamem v te imaginarne pa te stvari, ampak sem tudi sem osebno katoliško vzgojen, nisem pa ne verjamem toliko v Boga. Sem pa katoliško vzgojen. In jaz na Velik petek gledam o Lourdu dokumentarec. Poznaš? Ja, Marija, ko se ja, noro. No, jaz to gledam in tam je, koliko, če 60 jih je uradno dognanih vzdravitev in vsega. Jaz to gledam, je nič jasen. In potlej tudi, mi smo bili 7 let nazaj z družino, že takrat, ko smo šli ta tur, vsako leto januarja gremo, se pravi Francija, zgoren del, ne vem, če veš, kaj Lourdes, pogremo pa okrog, smo šli Španija, pa Portugalska, blablabla. Nima veze. In mi gremo v te svetišče, vsem takrat si pogledat, 7 let nazaj. In takrat je moja žena spila to vodo. Čudežno. Ja, to čudežno vodo je ona prepričana in čez 2 dni je zanosila. In takrat je ona tam meni razlaga, jaz sem se smejal takrat. Zato imamo 10 let razlike, tudi med ščirkama. No, pazi, ona meni to takrat rekla. In letos poleti smo šli v Lourdes. V redu. Sem spil vodo, bil sem tam. Če ne druga, je prijetno. Si zanosil? Ja, nisem zanosil še, ampak prijetno je. No? Spoštujem take stvari, ker se res dobra energija. Se mi zdi, da sem tam muslimanov, jaz vidim vse. Vsa. Zakaj ne? Zakaj ne? Mislim, hvala Bogu. Zakaj ne? Mi bilo pa prijetno. Zakaj ne? Tja smo šli na hiter, nazaj smo šli pa, žena je mogla iti z avionom, ker je šla na poroke delati. Jaz sem šel pa z puncama počas po stranskih, po Provansi. No, pa če te vprašam še to, recimo, ko se ti je to zgodilo, kako je dejansko to vplivalo na tvoj life? Kaj mislim, pogrešaš? Čist. Life se mi je takrat obrnil. Kaj te najbolj zdaj jebe, bom rekel tako? A zdaj? Ja, ta hip, kaj te jebe. Da bi rad delal. Da bi rad vzel tist, pa bi naredil, ko grem, ko nekaj delamo, že ko delamo zdaj, ko delam spot, ko sem zad, ko jaz že se stoji. Tudi doma, mislim, veliko stvari je, jaz sem pač hiperaktiven, zdaj tudi mogoče prav je, da zaradi tega je prišlo do tega, ampak jaz mislim, da ne. Pač to se je zgodilo, zdaj zakaj se je zgodilo, brez veze diskutirati zdaj. To, rad bi delal, no. Prisežem, rad bi hitrejš, da sem bergle, jaz bi to, da bi ustvarjal, da imam doma milijone enih gadgetov, da imam doma dol spod v kleti in jih punc, vse ne vejo, kaj tam. Prvi dni sem jaz sam klical, ki ne prežgejo to, ker sem tisto stvari samo jaz vedel, no. A veš, govoriva v skednu, od alarmov do vseh. Ja, je bilo kar noro, no. Kaj pa takrat, ko je pa vsekal to, ne? Nisem se nič. Sem bil tako pozitiven, ker... Nisi imel v glavi, kurba, kaj pa če ne bom. Nisi imel nikoli tega v glavi. Je to svalda pomislil, logično. Logično sem pomislil, ampak potem sem pa takoj šel brat, pa vidim, da so se ljudje izmazali z tega, ne. Ko pa vidiš to, pa rečeš, da je čim bom tudi jaz. Zdaj, kako je en to delal, veš. Probaš pa vsem, poklicali mi je pa 1000 ljudi, od zdravilcev do vseh dalih. Da ti pomagajo. Ja, tudi tle imam neki zažgank, sem probal, neki, mislim, probaš vse. Ja, sej, lej. Ti hočeš vzdraviti, ne. Zakaj pa ne? Ja, tako da zdaj sem vozim na srečo avtomatika z desno nogo, tako da, če pa ne bi bil mobilen, to pa si ne predstavljam. Ja. Kaj pa je, se lahko ta vrag ponovi? Sem vprašal in to ponovi se vedno vsaka stvar lahko. Ja. Ne vem. Ampak lahko doktori zdaj vejo, lahko preprečijo, da se ponovi. Ja, zdaj seveda vse zdravila jemljem, da se to ne bi moglo, pritisk pač držimo na normalnem nivoju, holesterol držimo na normalnem nivoju, srce pač imamo pod kontrolo. Mislim, naj bi imeli, no, z nekimi minimalnimi zdravili. Hočem čim manj zdravil. Ja, se zdravila, mislim, na dolgi rok je jeba. Čim manj, ampak so mi toliko doktorjev sem govoril, vsi so rekli, potem moraš to jemati do konca. Ni, da ni. Jaz sem takoj hotel že staviti, a veš. Ampak nimaš kaj. No, pa da ne bi recimo proti bolečinam tableto vzel, kaj bi bilo s tabo? Me že zdaj le boli, ko govoriva, me boli od 1 do 10, me ta trenutek 6, 7. Te boli, kaj te boli, noga? Ja.
Pizda, mater, pa če imaš skrb, Sem se navadil. imaš tak lečes. Sem se navadil, ja, nima Ja. veze. Nima veze. Ne, nima veze. Pa Navadil s sem se. tabletom vred te boli 6 ali 7. Ja, nočem pretiravati, jaz hočem Ja. čist mal. Kaj če bi da po stran tablete? Ja, Ti kaj boliš 10? Ja, valjda. Noro bi. Me je. Ja, boli, ko se ona celi, ne, to bo Ja. počas, to je lahko še leto, dve. Ker se počasi, ona se, pač to so not živčevje. Ja. Boli me to notranje živče, not peče. Razumem, ja. Peče in skali. V bistvu peče me, no. Kaj da pod spodno en kuro skozi. Pizda. Dobro je, no. Ne, veseli me, da ti Naučil dela, sem se. ne, veseli me, da ti penis dela, to mi je všeč. Ne. Po domače. To si ti rekel. To mi je všeč. Daj mu da. Govori se, da dela, no, zdaj jaz upam, da To bo moja hčerka A gledala. ja, okay, mislim, to prosim, a da ti je daš. okej, a ti je okej, vse štima, Da dobiš smo- še sestrico. Dobiš še sestrico, američanska Ne hči. bo. Jebem ti, ampak Jani, mislim, ne veseli me, no, da si prišel nazaj, kolikor se da, no, v Ja, to formo. Ja. Tudi preko si skozi vrata prišel, res da na teh fucking birglah, ampak si nasmejan, si Ja, kaj pa pozitivno, naj? se ne predaš, kar mi je všeč. Lahko bi bil cel depresiven, pa bogi. Ne? In kaj bi bilo pol boljš? Pa dejansko si jamraš kaj, kadar pa nisi takle pred kamero, pa ki privat. Imaš kakšne momente, ko pa jamraš, pa rečeš, pa zakaj Samo jaz enkrat sem, po vsem tem sem samo enkrat Ja. za joko pred ženo, ki me je res bolel. Pač Takrat, ko me je ja. bolel čine, sem rekel, to hudo je to lahko. Vidiš. Kaj si se kaj smilo že? Ne, Nič. upam, da ne. Ne, pa zakaj bi se smilil? Mislim, te lahko gledaš, pa te pa zdaj pomembno vprašanje, če smem, no, te gleda kot frajerja, kot tega, veš, ko si bil seksi, ali reči, joj, bogi moj Jani. To je velika stvar, To veš. moraš se vprašati. Kaj misliš, kako te gleda, kako občutek imaš? Jaz mislim, da me ima, da me je sprejela, toliko let sva že skupaj, da Ja. se poznava v vseh možnih up and downih. Tako da vidim, da moje srce je na pravem mestu, da moja glava je na pravem mestu. Tako da sem prepričan, da še vedno goji isto do mene. Super. Zdaj, to, kar vprašamo vse goste, ne, kdaj si na zadnje jokal in zakaj je, po mojem, tu zdaj nesmiselno. Ker verjetno Ne, takrat- sem Ja, si imel še spomladi, kakšne ko sem, momente? ta trenutek mi je spet začel boleti, ampak Ja. nočem spet povečati. Se piše, da lahko povečam še veliko več. Aha, da bi lahko več. Ja, samo malo povečam. Vse danes sem že pisal doktorju, če sem iskren. Ja. Če mi daje ne malo manjše doze, da malo povečam, čist malo. Nočem pretiravati. Je še veliko do tistega, kot bi jaz tako te doze, dosta tablet, kot piše, no, Ja, kot pravi ChatGPT. Vzel. No. ja. Pa kdaj si, mislim, da bi prav joko še? Jo, ko sem pred ženo provem, v kuhinji sem rekel, ali tako bo to zdaj moje življenje, ker mi je res bolel. Res sem se jokal. Jokal sem prvič sem se zjokal, ko sem se videl na Invalidskem, ampak takrat sem šel, provem, bil sem v Dobrni, prvič sem se v Dobrni zagledal tam. To je zdaj moje življenje. Kak je to bilo? Šla je na solza dol, ampak sem šel takoj ven, Ja. dol, sam in sem šel ven v park in sem rekel, to je življenje. To bomo premagali. To je samo delček tega, kar moramo dati. In sem potlej, se pravi, junij, julij, avgust, september, oktobra sem bil čist. Že, ne. Kak je bil pa odziv ljudi, recimo, ko se to zveli, da ste zgodili, verjetno so te zasuli Ja. z vsemi možnimi željami. Noben si ne želi biti bolan. Ja. Vsak, po mojem, sočustvuje s človekom, ki se mu to zgodi. Sploh taki, še včeraj sem skakal na odru, pol naslednji dan pa te vidijo frendi, letel je konečnik iz harmoniko noter. Mislim, tako, full folk je šlo tja, no, ki so vedeli tega osebno, ki so lahko tudi prišli na obisk. Ja, videl sem, da se jim zasmil, ampak pok so me videli nasmejanega, ker sem bil že takrat nasmejan. Ja. Sem rekel, pa vse kul je pa, celega, Se vse brez čist kul. skrbi, ne. Jaz mislim, da ta stvar, ko si ti zgornji del nasmejanega, ne vidite, Ja. da si čist bogi, ne. Ja. Je pa res, da teže, ko te vidi na vozičku, takrat sem videl ljudi, da so zelo čustveno odreagirali. Ne? Zdaj Bergle si misli, se ima nogo zloma. Ja. Ampak kaj boš pa na odru, no? Misliš nastopati? No? Nastopam, vsak vikend nastopam. Sediš? Sedim na barskem stolčku višjem. a ja. In je čist kul. Ja. V redu je, ja. Mislim, v redu, jaz bi rad skakal. No, sam In tudi bom. Navadil si se. Ja, zdaj tak, zdaj pač imam. druge. Ne? Ne, se ni kaj in je čisto normalno. Jaz sploh ne vidim, da kakšen kaj reče, da je kaj narobe. Pač imam malo višji barski stolček, punce tako skačejo in je vse, glej, ti pokažem posnetek z tega vikenda. Kaj pa hčerke, kaj so pa hčerke rekle? Glede česa? Glede tega, kaj se ti je zgodilo, kaj so rekle? Starejša je bila čisto v šoku, ta mlajša pa mislim, da sploh ne ve, zakaj je šlo. Ja. Starejša je bila pa čisto v šoku. Ja. In je predvsem je pomaga mami zdaj. No. Res, ne zato, če to gleda, pomaga in ve, da mora. Prevzela je, ker čez noč je mogla odrasti.
če ne drugega, mora vsakič iz posode dati ven, pa vse te stvari, ki so. Ja, žena je tukaj največ pokasirala. Žena je tista, ki je Vsaka je čast. res vsaka čast. Ja. Jani, če obrnemo ob koncu malo vloge, ne? Pa ti dam 3 vprašanja, ki me jih lahko vprašaš, karkoli želiš, pa se bom potrudil biti iskren, jaz nimam otrok, ne? Tako da lahko vse povem, kar želiš, če me vprašaš. Ne? In daj si duška, ne? Daj si duška, Jani. Prvo vprašanje je... Lega, je že začel, ne? Okay, izvoli. Ne, se prav, izvoli. Nočem tudi, ko te nekaj reče na intervjuju, daj mi vprašanje pripravi. Jaz nočem Bog ti daj, ne, nočem brez veze. Ne bi mogel dati, ker nisem vedel, kaj te vprašanje. Točno to, bravo. Mislim. Bravo. Respekt. Izvoli. Ej, ne, prva stvar je, jaz mislim, da greš ti proti 50-am. 51 sem bil leto 16. julija. Aha, pa sva isti letnik. 74-letnik. Ja, okej. Si želiš imeti otroke? Zakaj me to vsi vprašujete, pizda? Zato, ker je to taka stvar, Zakaj me to fucking vsi vprašujete? Zato, ker je to taka stvar, ki se mi zdi, da človeka napolni in ga drugače osmisli v tem življenju. Mislim, što si o tem razlagal že parkrat, ne? No, kar lahko še enkrat. Hvala, Jani. Daj, ker se to lahko malo zamenjaš. Okay. Namreč, ko je bil čas, ta optimalni čas, ne, bom rekel, z prvo ta dolgo punco od 21 do 31 leta, ga ona ni hotela imeti. In še danes, ko je poročena bila z drugim fantom, pa za mano, nima otrok. Ne? Po 31 mora. No, ampak hočem reči, naša generacija kasneje začela ampak otrok. Vseeno takrat so bile neke mini želje, in če bi takrat ona rekla isto, imela otroke, bi jaz zdaj mogoče danes imel 2 otroka. Ok, pa si imel verjetno kasneje tudi kakšna paradnica. Ja, sem imel tudi 2 ta dolgi zvezi, potem še zatem, ampak pri naslednji ta dolgi je bilo preveč kreganja in sem vedel, da ni pametno imeti otroka. Okay, cool. Pri ta tretji so bili spet neki takšni in drugačnih razlogov, katerih ti zdaj ne bom tu razlagal, okay. Pa ni šlo, zdaj pri tej ta zadnji, moji veliki novi ljubezni, 2-mesečni Moniki, ne? 2-mesečni? 2 mesece. Zdaj, ponovno, zaljubljen, 2 mesece že zaljubljen. In že ima ona otroke, ne? Ona že ima otroke, ne? In koliko otrok ima ona? 3. Ja, 2 punci sta odrasli že, ena je malo manj, ampak to je narejeno že, ne? A veš, ne? Zdaj tu otroka imeti, pizda, še vedno je možno. Tudi ona si želi verjetno. Čuj nekaj, da bi zdaj skakalo v luft, ne? Pa meni pa še mogoče, da je tako. Ne? Tako da, glej, morda bom kdaj obžaloval, ne? Ker jaz mislim, da bi bil čudovit oče, imam pa rad vedno pse okrog sebe, male, ne? Mojega puja, pomerančka, on je moj sin, ne? Tak se obnašam do njega. Kaj je pomeranček mali. Ti, a je bil ali je črn? Črn tudi obstaja. Daj nekaj. Črnega. To hoče moja hčerka. Črnega, ne? No in, lej, neke želje potem od tistih zgodnjih let ni bilo praveno. Tako bom rekel. Samo pa rečakinjo, staro 4 leta, brat me je prehitev in sem zelo navdušen sam, ko jo imam dosti dan nazaj. Ne? To je najlažje. Drugo vprašanje? Drugo vprašanje je, ali si izpolnil svoje poslovne, to, kar si sanjal kot mlad, se pravi, zdaj si že 50, jaz mislim, če nisi do 50, kaj naredi do pol ne boš. Ja? To sem prepričan. Lej, jaz mislim, da nikoli ne smeš biti zadovoljen s tistim, kar si naredil. Ne? Vedno moraš... Ne. Jaz mislim, da moraš vedno želeti še več. Ne smeš se reči, to je zdaj to, ne, pusti ti, imamo še večje cilje. Dajmo še več narediti. Ker mislim, da če nimaš večjih ciljev, da se malo spavaš. Ne? Ampak veš kaj, pri meni je tako, ne? Kar se bo zdaj čulo, mogoče, če sem da v tem govoril, mogoče malo čudno, ampak ljudje imajo občutek, da jaz ful delam, ne? Da imam to, pa uno, pa drugo, tretje. Jaz sem pa v resnici len človek. Ne? In jaz si len, če ne te intervjuje delal, če ne bi No, pa hočem reči, jaz imam še vedno luft. Pa raj ležim, pa rečem, jebite se, ne bom, ne da se mi. Ne? In mogoče ta luft, ki je še ostane, tukaj je še nekaj rezerve za kakšne... Kaj je tvoja ta glavna ljubezen v bistvu? Film? Mislim, tega ne živim. Ne? Film je pač moja... Zakaj ne bi mogel to kaj pretvoriti v... Kaj? Pisanje recenzij, tega ne morem živeti. Zakaj ne? Netflix siguren, kaj rab kakšnega, kaj jim... Tega se ne živeš. Moja osnova je bila vedno pač televizija ali je bilo vodenje prireditev, to dvoje po moje. No. Zdaj trenutno se vračam na televizijo nazaj, z Jasno Kuljaj, v tej oddaji z Jasno in Glasno bom stalni komentator postal pri njej. Ja, to bo dobra fora. Zdaj sem na Radio Fantasy, ne, sem se vrnil nazaj k svoji osnovni ljubezni, ampak česar imam premalo,
pa zelo rad delam in sem zelo dober v tem. Vodenje prireditev. To bi rabo, ne vem, premalo delaš. eno na teden bi rabo, pa je bilo dosti, pa je nimam. Včasih je, včasih ni. In tukaj mi ni jasno. Mogoče napašaš vsako preditev, ker te vsi poznamo pod seksologa. Bojite se me, kar je napaka, Ne, veš. noben se te ne boji, jaz ne. Samo ljudje imajo predsodke pri tem. Še vedno. Ampak če dalje manj, veš, dalje manj, ker Ja, delam ja. marsikaj drugega, ampak to imaš prav, to se strinjam s tabo, da sem ta seks, ne, ki me je zaznamoval. Ja, te je. Vse super fajn, se ne bom rekel, no, gore, to pa ni res, se strinjam. Ampak mi je pa morda zaprl vrata. Mas kakšna vrata ti je marsikje, zaprl? to Ja, se strinjam. sigurno, ja. To se strinjam. Mogoče je pa to razlog. Moja tudi, ja. Pizda. Ja, je. Poglej, no, cilji, rad bi še, veš, kaj bi še rad. Igral sem v 2 filmih, ne, takih malo večjih, ampak stranske vloge. Sem prebral danes. Tu bi rad več. Rad bi, Kaj pa, če bi- serije, kaj pa, če bi kaj šel- me tu noben ne pokliče? Zakaj pa znaš po Sloveniji? Dobro govoriš angliško? Ja, tak, da bi imel en tak naglas, da sem stojil. Da si stojine. Zakaj pa ne bi to probal? Ja, kje? Kje? Kje je zdaj audicije, z Bohom, pa ne se pelem, kaj je tako kot Darina Časka se je pelala v New York. Zakaj pa ne? Ne New York. Čez moraš iti. čez, LA. no, še to, ja. No. Mislim, Del. ja, lahko bi, lahko bi. Ne. Zakaj ne? Ja, lahko bi. Zakaj vsi sanjate, da se Se tega ne, ne da more? ne, ampak dajmo najprej tukaj narediti, če se da, no, ne vem. Moja hčerka je lansko leto posnela. Ja, film. Film je posnela, Ja. plus gor. Medtem ko sem jaz bolen, tako da sem jaz tako plus eno serijo, en nadaljevanko v eni seriji je bila. Pač, zakaj ne? Aha, ja, samo na tam živi, ne. Neč ne živi. Ja. Gor je šla. No, samo da se ti furaš Se pelala. gor dol. O tem ti govorim, Ja. se treba znajti. Kot sem ti že prej rekel, nisi Ja. poslušal. Sem poslušal, No, da eni mislijo, pocen. pocen. Ja. Znajti se treba. No, pa zakaj me slovenske serije ne pokličejo po tvoje? Kaj je pa tu problem? Oh, To bi si želel. Tega je To bi si želel, ogromno, to bi si tega je zdaj želel. ful veliko. Jaz se tudi pravim, tega ful. Je pa poklič, kdo to največ dela, kdo največ režira, da je to tega. Veš, kaj je moj problem? Ti bom povedal, da sem daj preveč glasen bil in sem Si kakšnega kritiziral že? Ja, in kako boš ti igral v filmu od nekoga, če si mu, ne vem, poplul v njegov film ali pa serijo. Veš, pa mislim, da to prav režiser to sprejme. Ja, ta prav, če, ja. če je bila ta prava kritika. Ja, ta Če je bila prav, pa ne ja. prava kritika, pa ne. Lej, pokojni Vinči Vok Anžlovar, ne? Bog mu daj večjega zdravja in miru, miru, mi je zameral doživljenjsko, ko sem raztrgal njegov film Vampir z Gorjancev, ne? Ki je bil res Andrek, ne? To še vedno trdim. Čeprav sem pol pohvalil Dedek gre na jug, čeprav sem pohvalil Poker, ne. In te je Vampir in me je zasovražil je do konca, seveda, ko je bil zelo bolan, takrat je pol, vendarle malo smo začeli spet komunicirati, ampak tako mi je zameral On je to. zelo ekstremist. Ampak to mi je bil. zameral do Jaz sem to je bolj seb delal. Alen Pavšar, slabš kot pa. Alen Pavšar po drugi strani, s katerim sem pa sodeloval pri vlogi Zajema, pa pri Šepetu Metulja. Sem pa tudi en njegov film pokritiziral, en začetniški, ki ga je imel. Mislim, kaj je to neki Gartner, ne piznamo materna, ampak le, kljub temu mi je dal vloge v 2 filmih in smo zelo dobre prijatelje postala, je pa to nekako shendlo. Ne? Vinči pa recimo mi je pa zameral tak te Čeprav on je imel tisto papirja. obdobje, kot sem spremljal, bil zelo zaprt. Ko ni nobenega maral. Nobenega ni maral, ker je Ja, bil ja. jezen na cel svet. Ja, mogoče je pa to bilo Kot se jaz spomnim, Ja, nisem ga pa tako mogoče je to bilo spremljal. takrat. A veš, in v tem primeru je tako. Tretje vprašanje, poslednje, zadnjo. Poslednje zadnje vprašanje je, Veliko. pustimo, da je ljubezen, pustimo za to, Ja. biznis sva povedala. Ja. Um, Če sem sekso špel ogrošil, ne, nisem. ne, to vem, da nisi, to bi vedel. Zakaj ti bi povedal? Kaj? Ja. Res? Ne, Za vse ti je povedal, kaj? Ne, nikjer. Mislim, čakaj. Ok, dobro. Hecam se, Ja. okay, to sva. Si zadovoljen s svojim življenjem? Čuj, glede na to, ne, da sem tisti 2019, ki sem ti rekel, ne, sem si potem želel samo še zdravje. Dokaj mi je karkoli že jaz neko pusti denar, pusti to, ti mi sam želim zdravje. Ampak, ko se pa to malo umakne, ne, to mi je Jan Plestenjak rekel v eni priliki, je rekel isto, ko se bo spet začel obremenjevati svojo frizuro, pa s tem, kak si oblečen, si zdrav. Ja. Kot sem rekel, jaz sem to že v bolnici, Jan, pizda razmišljal, gordo pa se je smejal, razumeš, ne, ampak hočem reči, bom rekel, da sem zadovoljen, ne, ugotovil sem sledeče, ne, da Si zadovoljen z avtom, ki ga voziš? Ja. Me ne zanima, kaj je. ja, sem. Ja, bravo. Sem. Mislim, da te to zadovolji. Ne zadovolji avto, zato sem rekel Ker je avto. luškan. A ja, ker je luškan. stanuješ v lepem stanovanju. Stanovanje bi lahko imel boljše. Okay. Je malo večje. No? Večje. Ja, ker imam preveč vinilnih plošč in nimam več kam stopati. Ne? Ampak Res? naučil sem se uživati v malih stvareh, v malih srečah. Ne? In mislim, le zdrav si,
Psa imaš, ko ga obožuješ, zaljubljen si po novem, delaš stvari, ko te veselijo, uživaš v tem, pizda, ko bi še rad. Nič, to je to. Denarja imaš toliko, da le greš na morje, če si kaj pokvari, si lahko kupiš. Tako. Kaj sploh še hočeš? Seksa še lahko ti dela, razumeš? Če dali bolj, pa Zakaj to smo pohvaliti? Kako govoriš, koliko smo stari? Ne, to se moram pohvaliti, da to pa res, kar imamo to novo punco, da se moram pohvaliti, da to je zdaj Ne potrebuješ nobenih dodatkov. Ja, to nisem razumel. Je treba kakšne začimbe dati? Ne, absolutno ne. Lej, Peter Tale, ne, če ga poznaš, naš Celjan, modni kreator, znani, pa ga nisem razumel nekoč. Ne. Kaj je rekel? Ko je rekel isto, pusti Viagre, pusti drugo, tretje, ampak on je rekel takrat grdo, ne, je rekel, zamenjati moraš lukno. Ne. Kako to misliš, zamenjati lukno? Ne. Kako to misliš? Ne. In potem sem ga poštekal, kaj pravzaprav govori, ampak nekaj je pozabil. Ne zamenjati, ne. Najti moraš pravo lukno. Če ta izraz grd uporabim, to je poanta. Ne. In če najdeš pravo, fantje, poslušajte me, držite se jo in jo obiskujte do konca svojih dni, ker nobena druga ne bo tako dobra. Ne. Evo. Najlepše so postonske jame. Tako, pa je to obiskano. Sem tako rekel, kad li lukno. Okay. V glavnem, Jani Pavec, če še imaš mogoče v koncu zapovedati kaj, kar morda nismo povedala, Pa vse smo lepe stvari povedala. Dejansko smo zgoščeno, smo dejansko šla skozi ta tvoj prerez, smo kaj pozabila, ne vem, kaj iz mladosti morda bi hotel izpostaviti, pa nismo. Je kaj takega, ni. Vse smo povedala, bolj kot ne. Ne. Ja, seks vsi spelo grošne. To si mi povedal? To sem povedal, da nisem nikoli z ljudmi, s katerimi delam poslovno. Si bi lahko, mislim, si bil blizu, ali pa stej, či si kaj mislim. Se ti zdi, da je to govor? Mislim, ne vem, ne vem, vse smo sama, sem ga ni. So določene stvari, ki se ne govori, ampak načeloma, mislim, naj to kar velja. No, kaj pa še mogoče, to pa te moram vprašati, no, glasbeniki in zvestoba, ja, evo, to je pa večna tema, ne? Ja, ti zaupa tvoja? Ja, zdaj 100%. Ja, zdaj, kaj pa prej? No, prej, ko smo si rekla večni, da, ja, smo nekaj pač zapakirala, da to tudi tako mora biti. Kaj pa ti ne zaupaš? Ja, absolutno, ne, zaupam popolno. Kaj pa da kak frajerček pride? Ne pride. Če hoče. Bo že vedela. Ne, super sva res, spoštuje en drugega in tukaj se mi zdi, da trkam, ampak da vse zadeve so, tako kaj treba. Jani Pavec, tvoj zadnji stavek za rajne gledalce je kaj? Carpe diem. Vsak dan je jutrišnji dan, izkoristite ga, tako da res samo uživajte na polno, čim več svojih frendov, ne razmišljate o denarju, denar vedno pride, če si priden, predvsem bodite pridni in sledite svojim sanjam. 100% bo ratelj. Evo ga, ta carpe diem, ta klišejska fora, sicer, ampak dejansko je res, ne? Ja, uživ dan, ne? Veš, pravi, vsak dan, ko nisi dobre volje, je izgubljen dan, ne? Res, da se vedno ne da, ampak delaj na tem, ne? Tako. Če ne, pa nekaj narediš, pa je vse vedo. To je pa res. Dame in gospodje, to je bil fenomenalni Jani Pavec, ne? Še vedno fant od fare, kot radi rečemo, ne? Nasmejan, dobre volje, kljub težavam, v katere je zabredel zadnjo leto. Jaz mislim, da bo se slej ko prej pobral, da bo takšen, kot smo ga navajeni, da bo znova skakal po odru in norel, zganjal traparije, norije in vragolije, kot to vedno rad počne, ne? Posnel še kakšen dober video spot, izdal še kakšen dober komad in si uresničil še morda tiste sanje, ki jih ima pred sabo. Jaz sem Jani vesel, no, da spršel, da smo takole prvič v življenju. Čakaj, da smo se prav, hala. Da smo se nazadnje videli. 20 let nazaj, ne vem. Kakva prilika je pa bila? Pojma, ne vem, kakšne preditve, verjetno. Jaz sem takrat imel komad ginekolog, ko si ti imel brizgalno brizgo. A veš, kaj je bil hec? Rekel sem na radijem. Kako vi, kurba, vrtite brizgalno brizga, ginekologa pa ne? Kaj je problem? Kaj je problem? Ja, vete, gospod Istok, to pa je. Kaj? In mi niso znali pojasniti. Neki so bluzili. Verjetno ni imel tistega X-a, ki ga rabi komad. Se boš pameten. Ne, imaš prav. Nič, dame in gospodje, to je to. Vidimo se, slišimo se v naslednjem podcastu, ko pride še kakšen fajn gost. Čau. Bravo. Evo, to je to. Upam, da smo posnela. A si, daj poglej. Si predstavljaš?